Na vrsti je prispevek kolega Vasje Lebana, naslov še ni gor, ampak naslov je torej takšen, kot vidite zapisan, interpretativna zmogljivost gozdnih učnih poti. Zanimivo. Prosim, Vasja. Najlepša hvala za besedo. Kakor se sliši akademski naslov, se skriva za njim zelo preprosta ideja. Namreč segment obiskovalcev gozdnih učnih poti se na učno pot odpravi sami. Z družinami, morda so tudi laiki, imajo željo nekaj novega spoznati, mogoče pa nimajo želje, nimajo možnosti to storiti v skupini, v organizirani skupini. In to je ta osnovna ideja, kako obstoječe gozdne učne poti, katero infrastrukturo nudijo in kako so opremljene, primerne za tak obisk samostojnih obiskovalcev. Dva fokusa ima ta predstavitev. Prvi je ta primarni namen gozdnih učnih poti, ki mislim, da je v informiranju, v izobraževanju. Se pravi, vsaka učna pot, kot že iz imena razvidno, nekaj nauči ali pa želi nekaj naučiti. Seveda rekreacija in sprostitev ravno tako pomembna in pa osveščanje tudi. Drugi fokus je pa na tem specifičnem segmentu uporabnikov, in sicer samostojnih uporabnikih. Morda gre povedati, za razliko od prejšnjih dveh govorcev, večina poti mogoče ali pa veliko število poti v preteklosti je bilo narejenih z mislijo na šolske skupine. In nekatere so bile tudi ustvarjene iz strani otrok. Morda starejši se boste spomnili akcije Moja mala gozdna učna pot, ki je potekala v sredi 80-ih pod vodstvom, mentorstvom ali kakorkoli rečemo, zdaj že pokojnega magistra Igorja Smoleja iz inštituta v Pionirskem listu, kjer so dobivali nasvete, kako urediti šole svojo malo gozdno učno pot. In to mala gozdna učna pot, na koncu tega natečaja jih je zaživelo 20. In ene od njih so še aktualne, za ostale za vse ne vem, in so prerasle v veliko gozdno učno pot, torej tale gozdarska, ki so jo gozdarji v principu pripravljeni. V vsakem primeru, in v tem pilu, v Pionirskem listu, so bila ta navodila in nasveti, kako postaviti. In eden od nasvetov se je dotikal ravno te opremljenosti. Na eni strani z informativnimi tablami, s točkami, kjer so stojišča za neko interpretacijo, in pa na drugi strani z nekimi brošurami, vodniki ali pa nekim dodatnim gradivom. Tako da skovanka, interpretativna zmogljivost se nanaša samo na to opremljenost, primernost ali pa sposobnost, če lahko rečem temu tako, učne poti, da nudi dovoljšnjo interpretacijo, dovoljšnjo opremo za samostojni obisk. Se pravi, da greš z družino in to samostojni obisk mogoče enega laika, ki ga sicer zanimajo poti in bo z veseljem to naredil. Se bo odpravil na to pot. Mi smo se tudi odpravili na pot, namreč, če želiš popisati te poti, moraš jih iti obiskati. In do junija smo jih 55 prehodili in popisali na njih, ali pa kasneje izračunali približno 40 kazalnikov, ki smo jih potem tudi razvrstili v merila. Naj povem, da je za orientacijo bila zelo uporabna aplikacija MAPZS oziroma spletna stran, portal, kjer so tudi GPS sledi teh poti, z izhodišči pa kakšne take pomembne informacije ali pa zanimive.
Ključna merila so bila, torej v katero so bile te kazalniki razvrščeni, so bila zahtevnost, privlačnost in umeščenost v prostor, dostopnost in pa sama opremljenost in interpretativnost. Zdaj, pri interpretativnosti te seveda zanima ne samo koliko ali pa na kakšen način boš nekaj interpretiral, ampak tudi kaj boš interpretiral. Žal to ne more biti v tej predstavitvi, bom pa na koncu pokazal še en link do enega mini projekta, ki se bo še nadaljeval. Med kazalniki, ki jih bom danes mogoče malo bolj izpostavil, so število informativnih tabel, večjezičnost, označenost, dosegljivost poti, dosegljivost vodnika, torej na spletu, prisotnost objektov, kot so klopi in podobno. Če se odpravite v Slovenijo na učno pot, bo zelo verjetno neka taka. Do nje boste zelo težko prišli z javnim sredstvi javnega prometa. To je mogoče kaj še za razmisliti, narediti. Boste pa imeli zelo veliko prostora za parkirati osebni avtomobil, včasih tudi avtobus. Na njej boste porabili približno urico pa pol, 3 kilometre, malo nekaj čez 3 kilometre je dolga, s povprečnim naklonom 28%, kar je lahko za določene skupine obiskovalcev malo problem, ampak ker jih je veliko, se lahko zbiramo. Tistale zadeva, interpretativnost, v povprečju boste na njih se spoznali s 5 vidiki oziroma petimi vsebinami predstavljenimi na 5 informativnih tablah. Večinoma potekajo po stezah, po vlakah, nekaj malega po asfaltu in pa predvsem skozi odrasle gozdove, in ker pomembna funkcija oziroma vloga gozdov ali pa pomemben del sestojev so tudi mladovja in mladi, odprti prostori, površine, kot so travniki in vasi, boste se tudi na njih po njih sprehodili. Zdaj, vsa merila ne morem v tem kratkem času opisati, bom pa se zato malo več stavil na temule. V povprečju je skoraj 2/3 poti dobro označenih in ne boste imeli težav se na njih znajti. Nekatere so malo pomanjkljive, označene, torej da imajo neko markacijo pa neke usmerjevalne table in tako. 25% jih ima zgolj eno informativno tablo, ki mogoče pokaže sam potek z zemljevidom ali pa en seznam enih točk. Mogoče najbolj izpostavi, dobro, je 44 poti, da ima 3, od 1 do 3 oziroma še 26, 4 ali več teh tabel informativnih. Se pravi, da so recimo temu dobro opremljene, ne. Kot rečeno, sama vsebina je poglavje zase, ne. Mogoče kar izstopa ali pa je tako malo pomanjkljivost določenih poti, da so popolnoma brez informacijskih tabel in pa popolnoma brez vodnikov. Na srečo, če lahko rečemo, je teh zgolj 5%. Zdaj, na eni od teh poteh, ne, to so 3 približno od 55, se mi je utrnila ta ideja, okej, saj fajn, da so raznolike, to je tudi prednost, ampak kako naj posameznik ve, na kaj se odpravlja? In iz tega vprašanja je bila pol ta ideja, da bi mogoče se po vzoru planinskih poti jih razvrstilo po nekih kategorijah. Tukaj zgolj en razmislek, in sicer kategorija prva, kjer imamo opravka s popolnoma opremljenimi potmi, z infrastrukturo, z označenostjo, s tablami, z tudi klopmi, če želite, dobro dostopnostjo in pa z nekim dostopnim vodnikom. Ti vodniki ali pa brošure nudijo dodatne informacije tem obiskovalcem.
In potem druga kategorija, nekje vmes, nepopolna ali pa mogoče malo zahtevnejše poti, in pa tretja kategorija brez informativnih tabel. Zdaj, to ne sme pomeniti, ne smete tu gledati, da so to neke slabe, tako kakor je ta smeško, ampak z vidika samostojnega uporabnika, če si predstavljate laika, bo težko dobil kakšno dodano vrednost, če ne ve, kaj gleda. V tem primeru so te vodenja, organizirana vodenja super rešitev, ampak kot rečeno, en segment teh obiskovalcev bo vedno šel sam na pot. Če jih pogrupiramo, teh 55 poti, ki smo jih prehodili, jih skoraj polovica sodi v prvo skupino, kar je tudi pozitivno. Pri tistih 24% poti bomo lahko rečemo, da so rezervirane za organizirane skupine ali pa, da imajo potencial za dodatno izboljšavo. Tako, tale precejšnja raznolikost je plus, seveda. To obogati celotno zgodbo, mogoče kakšna informacija, kakor je bila ta, na kaj se odpravljaš, na katero pot se odpravljaš, kakšna je dobrodošla za nekoga, ker če ne se lahko izgubi. Sicer ne bo imel informativne dodane vrednosti, bo imel pa nek sprehod ali pa en užitek v tistem gozdu ali kjerkoli se sprehaja. Fajn bi bilo, tako kot je tudi gospod Lesnik že skoraj 20 let nazaj v enem prispevku poudaril, da manjkajo oprijemljivi kazalniki in merila za določanje poti, ne samo za opremljanje, tudi za vrednotenje ali pa za oblikovanje novih. Skoraj polovica poti, kot rečeno, je od dobro opremljenih, ne omogočajo samostojno interpretacijo, 2/3 jih ima tudi vodnik. In tudi pomembno, predvsem za kakšne starejše ali pa gibalno ovirane osebe ali pa družine z manjšimi otroki, da so relativno kratke. Ker če boste šli na kakšno pot, posebno izstopa Roška pešpot, ki verjetno za take skupine niti ni predvidena, mišljena. Tako da smiselno mogoče v nadaljevanju presoditi, pregledati, revidirati te kazalnike, prehoditi čim več poti, razširiti na tematske poti, zakaj pa ne? Ustvariti en skupni portal, MAPZS mislim, da je odlično izhodišče. Seveda, na koncu je pa vedno tisto vprašanje, ki se je tudi že danes pojavilo, kako zagotoviti vzdržno financiranje, kontinuirano tudi upravljanje in pa samo vzdrževanje. Marsikakšna pot bi tudi to potrebovala. Hvala lepa in kot obljubljeno, manjka en sam naziv spletne strani, ampak QR koda, drugače pa trenutno gostuje spletna stran na Arnesovih spletnih straneh, mogoče pa bo se razvila tudi v kaj večjega. Tako da, hvala lepa. Hvala. Hvala.